Dobrodošli nazaj v našo družbo in tukaj sta že Rok in Varja, lepo pozdravljena oba, naša nova voditelja nove popoldanske oddaje, kajti naslednji torek že začnemo z Avenijo plesa. Ne, to sem pa probal tudi jaz kdaj zraven priklopiti. Super. Res? Ja, da me No, boste... to me pa veseli. Da me boste kaj naučila migati. Ne? Drugače vsak torek ob 5. vaju bomo lahko spremljali, tako da se že prav veselim, da boste na našo televizijo pripeljala še več ritma. Drugače pa Avenija plesa je nova plesna zgodba, ki sta jo Rok in Varja pričela lanskega septembra, torej med trenutno epidemijo. Sta še ena ta epidemska podjetnika, tako rekoč. Ne? Ker ste si rekla, epidemija je, zdaj le imava čas, dajva nekaj ustvariti, kar sva si vedno želela. In nastala je plesna Avenija. Zgodba je malo drugačna, pleševa namreč že praktično celo življenje. In v bistvu sva letos začela, oziroma lani septembra sva začela novo zgodbo, novo pot za Avenijo plesa s plesnim studijem, kjer v bistvu... V Šiški. Tako, ja, v Šiški. Blizu, klele. Lučaj stran. Lučaj stran, kjer se bo lahko prišlo plesati in kar najrazličnejše plesne tečaje pripravljata. Salsa, bachata. Tako je, bachata. Prav, ja. Mamba. Ne, mamba pa ni. Mambo. Mambo. A ja, nekdo je narobe, da bi bilo tukaj mamba, to je kača. Ja, točno tako. S kačem ne bomo plesali še enkrat. Lahko, to pa zdaj priložnost za novi ples, mamba, izpod vajne taktirke, leši kot kača, ki zombe to pa ne poznam. Kakšen ples je pa to? Sliši se mi malo afriško. Ja, res je afriški. Tudi je afriški, prihaja iz Angole drugače. Iz Angole? Ja, to je njihov tradicionalni ples, ki ga pleše družina med sabo lahko tudi, potem imamo pa tudi več ritmov znotraj tega, tudi kizombo že delimo, tako da ja, zelo zanimivo. Tako, no, mogoče nekaj za nas, ker smo taka TV družina. Ja. Mogoče, ja. Da kdaj zaplešejo, pa swing. Tole pa naš Rok, naš terenski voditelj, je rekel, da je včasih plesal swing, da je bil s punco na nekaj tečajih. Morda ga pa ju pa povabita k vama, da kdaj zaplešete. Z veseljem. Da se kaj novega učite. Tako. Drugače pa piše mi, da odprto kar 24 ur na dan. Kako je pa plesni studio? 24 ur na dan. Težko. Smo neumorni. Neumorni, lahko 24 ur na dan plešemo, tako rekoč. Če ne že samo na nogah, pa v glavi. Jaz predstavljam, da vidva stalno plešeta. V glavi res, ja. Zdaj le plešeta. Ja, zdaj pleševa čez intervju, počasi. Svede, normalno. V takem umirjenem ritmu. Ja, lepo. Se bomo gibali čez intervju. Vidva plešeta že celo življenje in to kdaj se je to začelo? Pri 3, 4, 5, 6 letih? Jaz pri 3 letih. Jaz pa pri 7. In kdaj sta se spoznala, združila moči? Dolga je zgodba, ja. Kar, izvoli. Spoznala sva se že kar dolg časa nazaj, ker sva oba dva tekmovala v latinskoameriških plesih in sva si bila konkurenta pravzaprav, čeprav takrat se nisva zares poznala. Potem pa, ko smo začeli z salso v Sloveniji, to je že kar, ne bom rekla, koliko veliko let nazaj, ja. Zdaj že v desetletjih govorimo, sva se spoznala v plesni skupini, kjer sva tudi skupaj nastopala, ker nas je bilo kar veliko, 7 parov, mislim, da, ne? 7, ja, čas tudi malo več, malo ven, tako. Tako da tam sva se spoznala, potem sva se pa v bistvu 11 let nazaj odločila, da bova postala plesni par. In v bistvu to izgleda tako, da sva po tujini predvsem potovala in sva po tujini učila, še zdaj učiva, malo nam je COVID prekrižal plane, ampak ja, tako sva se spoznala. Kratko in sladko. In potem še Avenija plesa, novi plesni studio in zdaj še tudi nova plesna oddaja. In kako bo ta oddaja izgledala v bistvu? To se bomo učili plesati, bosta vidva druge učile plesati, ali se lahko jaz pridem učiti plesati? Se pravi, oddaja je sestavljena tako, da v bistvu na začetku bom vedno malo povedala o samem plesu, potem se bomo pa hkrati tudi naučili in solo in v paru. Se pravi, vi lahko doma sami plešete, probate plesati z nama,
prav zaželjeno je. Se pravi, če so sami ljudje, potem bo en delček bo solo, če so pa v paru, se pravi, če so pa fant, punca, mož, žena, kakorkoli že, pa lahko potem tudi v paru probajo. Bomo tudi ta del zraven dodali in bo v bistvu tako zelo aktivno, če bo želeli, lahko pa tudi samo spremljajo, gledajo, poslušajo. Skratka, oddaja bo razdeljena na plese, se pravi, oddaja ali 2, včasih tudi 3, bomo posvetili enemu plesu in potem se bomo s tem plesom malo ukvarjali. Malo bomo povedali o zgodovini, malo bomo povedali, kako zdaj to pri nas zgleda, pa po svetu, pa potem se bomo še posvetili prav korakom in plesom. Verjetno tudi obleki si predstavljam. Ne, to glih ne tradicionalno, ki je zelo, mislim, tega niti ni več, no, tako rekel. No, primerna obutev pa definitivno. Ja, To pa seveda, sigurno, to pa seveda. absolutno. To pa mora prav priti. Ampak vse to je super, da tudi solo ples, ker najprej moraš biti dober solo plesalec, da potem na plesišču, v diskoteki, Absolutno. na veselici sploh privabiš Tako. pač plesalko zraven, kjer pa hoče plesati z enim ruklom. Tako. Točno tako. Mogoče lahko še dodam, da ne bova samo midva učila v oddaji. Kdo je vse v tej plesni? V tej plesni ekipi je v bistvu cela ekipa naše Avenije plesa, pedagoške, na katero sva izjemno ponosna. Zato, ker sva uspela zbrati pedagoge iz različnih področji, iz različnih plesov, ki so res top, jaz temu pravim. Težko rečemo drugače. Tako da imamo odlične pedagoge za swing, za orientalski ples, za brazilsko sambo, srečali se boste z bačato, za salso, s kizombo, tako da bo kar pestro. No? Ja. Ja, kje se bo pa to vse snemalo v vajnem? Ja, različno malo tukaj, v tem studiu, potem v našem plesnem studiu, potem tudi nekaj bomo zunaj posneli, če se bo le dal, zdaj, ko ima lepše vreme, bomo probali tudi kaj zunaj posneti. Le spledi se da, ok, zdaj tla. Ja, že naslednjič boste lahko v tej oddaji, se pravi v torek, boste v ozadju gledali plesalce in plesalke, kako bojo, ko bomo midva predstavljala razne plese, bojo oni zadaj tudi plesali. Imenitno, to sem vedel. Že malo razkrivamo. Izkoristiti tole našo veliko okno. Tako, ampak naj pa še kakšne zadeve ostanejo skrivnost. Kjera sta vajna najljubša, imata skupen najljubši ples, a sta za kakšen ples tako eksperta? Vsej eksperta sta za več plesov, ampak tako, da tukaj si pa doktor znanosti že Rok, recimo, tako za en ples. Je to isti ples za oba, ali ima vsak svoj ples? Zdaj, v bistvu sta to dva vprašanja. Ja. Vprašanje 3-4. Tako, ja. Marja, boš ti najprej že. Ja, jaz mislim, da za mambo, da smo naredila kar ta plesni doktorat že. Praktično, ja. Tako da, Se pravi salsa in mambo. Salsa in mambo, no. Tako. Sorodna, Ja, mambo je tudi meni fajn. Tako super, ok, postata prav naslov. Ja. Ja. Dobrodošel kadarkoli. Sva strokovnjaka na tem področju, ja. S tem se tudi ukvarjava že praktično 15 ali več let. Drugače pa tudi pripeljala brazilski zvuk v Slovenijo. Samo. Kaj je to? To je neka vrsta živali, brazilski Tako, zvuk. ja, Ja, to je tako. Nova vrsta živali. To je podvrsta tiste mambo kače. Malo heca. Ja. Torej, brazilski zvuk je v bistvu dost mlad ples med temi vsemi, ker vsi te plesi imajo že kar zgodovino. No? Zvuk je pa v bistvu ples, ki se je razvil iz lambade. To pa malo bolj poznajo ljudje. Tako. Kaj ono vlada? No, to je to. No, evo, iz tega plesa se je torej razvil brazilski zvuk. In ker je bil to potem prepovedan ples, ker so mame rekle, da punce pa gole pa ne bojo. To lepo pa, ja, ne. So potem v bistvu ti plesalci in plesalke iskali neko drugo glasbo in neko drugo, skratka neko drugo pot, da bojo še vedno lahko to isto plesali. In je v bistvu en od kreatorjev tega brazilskega zvuka je bil tudi v Sloveniji pred leti na najnem dogodku, Dilio Porto. In je v bistvu to je resnična zgodba, no, je najdel en CD, kjer je gor pisal zvuk in to je v nekem slengu pomeni kot žurka, čaga, neki, ne, se pravi,
A je tem v smislu. brazilščini? Ja, Ne, ni. Slengu, kako? ja, niti ne v brazilščini, v bistvu v Portugalščini. tako, ja. Brazilščini. Ja, Tako. v portugalščini. Tako. Ja. In je v bistvu potem to glasbo uporabil za to lambado oziroma za ta ples. A je zdaj zvuk bolj lambadast od lambade, ali je v bistvu zvuk lambada, ki je malo prirejena za mame, da je tako, kako lepo plečejo, Ja. sploh ni preveč erotično. To je tako, zdaj v teh, recimo temu 20 letih, ali pa mogoče malo več, se je ta ples že toliko razvil, ne? Ker s tem, ko prihajajo nove zvrsti glasbe, se tudi ples potem zelo razvija. Ne? In v bistvu zdaj imamo že ogromno nekih podzvrsti, ampak dajmo reči, da recimo ta Brazilian zvok je tisti originalen, oziroma potem še predtem mogoče je lamba zvok. To ki je pa je v bistvu pol to. pa, ki so ga kasneje sicer poimenovali lamba zvok, zaradi tega, ker je takrat lambada bila prepovedana in potem, ko so se pa te zvrsti začele razvijati, Ja. so pa nekako to mogli poimenovati. A ne? In še vedno je, recimo, temu osnovni koraki so enaki, ampak je movement mal drugačen. Tako. In potem so to mal drugače poimenovali. Ne? Pa komaj čakam, da spoznamo tudi brazilski zvok. Kaj pa ti igraš? Brazilski zvok. A so kakšni Plešeš. posebni zvoki zraven, kakšni toni? V bistvu niti niso, ampak kaj se zgodi, da vsak ples ima svojo karakteristiko, kako ga štejemo, kje ima poudarke v glasbi, tako da enako velja tudi za zvuka. Točno vsaka zvrst ima svojo glasbo, ne. Saj brez tega bi težko. Mi v bistvu se velikokrat pravimo, da mi rišemo glasbo, ko plešemo. Ne. Mi hočemo glasbo narisati s telesom. tako da- Gibi, ja. Z gibi, ne. Tako da rata stvar zanimiva. To je, da morda tudi kdo, ki je gluh, potem, ko gleda koga, ki pleše. Ja, Predstavlja. imamo tudi med našimi tečajniki nekoga, smo imeli, no? Oziroma celo več. Več njih, ja. Je kar izziv, no, moram reči. Ampak so fajn, Ja. na vibracijo glasbe delujejo in so super, čisto lepo se vklopijo. Ja, to je pa en moj prijatelj, so organizirali v Mariboru, se spomnim, ne, prav ples za gluhe. Ne, in je rekel, to moraš videti, ne, to še nisi videl, ker čist drugače plešejo. Čisto drugače, ja, zato ker drugače dojemajo glasbo. Ja. ne. Ker čisto drugače dojemajo, ampak je super, da zdaj lahko pa tudi gluhi na nek način slišijo Tako je. ritme. Ne. Mi bomo pa vsi trije na hitro odplesali v oglase. Po oglasih bomo pa zopet skupaj nadaljevali pogovor o aveniji plesa, z mano boste še vedno Rok in Varja. Me že vse zanima, vse hočem vedeti in se tudi naučiti, kaj plesati. Ne? Stanite z nami, kaj ti pestro bo. Se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo in v moji družbi. Naša nova popoldanska voditelja prihajata z oddajo Avenija plesa, tako se pa imenuje tudi vajen plesni studio. Ne bomo nič podvojevali tukaj, ne. Prav je, da se ve, kje se lahko pleše in plesali bomo marsikaj, da je vidva že celo življenje plešeta, smo povedali, ne, sta tudi tekmovalni par bila skupaj. Ne. Skupaj pa nista bila? Skupaj pa ne. Konkurenca Konkurenca Tako je. je bila, ja. skupaj med drugimi. Ne. Tako, ampak zdaj pa zaplešeta kdaj tudi skupaj. Seveda. Zdaj boste Seveda. plesali Morva, skupaj. vsak dan morva. Vsak dan. Vsak dan morate Vsak dan morava Morva Kdo plesati. komu Grozno. večkrat stop na prste? A si sploh zdaj, ker ste že tam Včasih, ampak. je kakšen nov ples ali pa kaj tajnega? Ne, včasih si več, kot se s koleni udarva v Ja. koleno, ker ima oba dolge noge, na pol prstih si ne hodva. A ni tako? Ja. A je to za plesalca važno, da ima dolge noge, tako načeloma? Če želi človek biti, na primer, profesionalni plesalec, a si lahko izredno kratko nogi? Jaz mislim, da si lahko. Jaz tudi mislim, Jaz mislim, da to nima nobene veze. Ja, nima veze, ja, tako. Važno je, da ples čutimo Ja. v srcu in v ritmih. Zdaj vidva sta Avenijo plesa ustvarila septembra lansko leto, Ja. pravi med epidemijo. Ja. In kako je bilo to s korono? Sta poučevala preko spleta veliko potem? In kako je sploh delo potem Ja. ples učiti preko Zooma? Takrat na začetku smo se kar malo lovili, no, moram priznati, Ja. da v bistvu je bilo
ker se je kar naenkrat vse ustavilo in so v bistvu imela kar izziv, kako zdaj to zapeljati. Seveda nisva želela vsega ugasniti, ker vse ljudje tudi želijo plesati. Tako da sva se potem odločila, da bo v bistvu preko Zooma imela te najne skupine, plesne tečaje. In smo potem v bistvu plesali še v tistem prvem valu, smo že začeli, ne? Ja. In potem smo tudi nadaljevali naprej. Sicer tam septembra sva potem odprla Avenijo plesa, no? In smo celo plesali 5 tednov. Ja, celih 5. Ja, tako. Tako da parket je praktično nov. Skoraj. Potem smo se pa spet preselili nazaj na splet, tako da zdaj pa počasi spet nazaj. No? Zdaj se počasi spet malo odpirajo. Tako, ja. Zdaj so nam malo dovolili migati že, tako da imamo v bistvu v omejitvah sicer, no, imamo možnost in v bistvu včeraj in s tem tednom odpiramo vrata spet tečajnikom, sicer, kot sem omenil, ne, Zelo omejeno, ne? 5 parov iz istega gospodinjstva oziroma 10 ljudi na tečaj. Tako da bova se potrudila, da bi to pač probali speljati, no, ampak moram tudi reči, se ljudje kar še vedno bojijo. Ja. Tako da je kar malo tako težko. Težko, ne? Ja. Tako. Ampak počasi bomo vsi kot družba prilezli ven iz tele Upajmo, ja. korona stigme, tako rekoč jo lahko imenujemo. Ne? Kaj pa se vajne stranke tako najraje učijo? Ne? Po čem največ sprašujejo? Po mambi, po salsi? Po lambadi morda? Veste, z možom in ženo bi pa rada nekako na novo zanetila tole iskrico med nama, pa sem si rekla, morda lambado, ki je bila prepovedana, ko so bila midva še mlada. Ja, tudi zaradi tega drugače pridejo. Tudi zato pridejo. Preživijo čas skupaj, pa da se družijo, pa da imajo eno kvaliteto, pa da so malo drug z drugim, pa da se malo lepo pogledajo. Tako? Tako, zato pridejo, pa zato, da so v družbi. Predvsem tisti, druženje je ja, tisto, kar je pri nas zelo pomembno. Ne? Sploh midva sva zelo družabna in tudi te najni tečajniki in nekateri tudi že prijatelji zelo radi hodijo k nama, tudi zaradi druženja, ne? Ker je ples sam ni včasih tisto glavno, pridejo tudi zaradi, kot je že Varja povedala, zaradi partnerja, zaradi partnerke, zaradi druženja, zaradi vsega tega. Sploh zdaj po koroni bo verjetno, ko se bo normalno življenje seveda začelo nazaj, no, upamo čim prej, da bo to velik del, se pravi ta druženje in ta socializacija in to, da bomo lahko normalno se podružili, spili kavico, kakšno rekali in tako naprej. Pa plesali, ne? Pa plesa seveda. Ples je zdrav, si predstavljam. Absolutno. Ne, celo telo dela. Ja, ples je zelo zdrav tudi za možgane, ne samo za kor, ne? Za pomnenje, ne? Proti Alzheimerju je odlična stvar to. Ne? Ja, da, plesati, učiti se ima veliko dobrih stvari. Ne? Narediti veliko dobrega za svoj odnos, narediti veliko dobrega za telo, pa še za možgančke, tako da je super. Tako. Moramo narediti kakšen Ljubljana TV musical pol. Boste vidva lahko najna koreografa. Jaz sem bolj show dance, jaz sem bolj... Meni je kul, da ne rabim pet. Jaz pa skoraj pojem, ne? No, evo, pa mama Jaz tim. pa nimam z enim drugim problemom. On lahko vse naredimo, pa tim. To smo se zmenili. Bomo z vsemi naredili tak musical, da bo taka reklama nekak, ne bodo vsi, bo Violeta Bulc, ne, kaj pa tudi zdaj oddajo pri nas, ne, nekaj zapela, ne, pa tele iz financ, pa nepremičninarije, pa vidi, pa mi zjutraj ne oddaje, bomo vsi skupaj plesali. Bom jaz probal, bova z Rokom probala nekaj spesniti, ne, tako rekoč, pol pa plesne korake, pa glasbo pa vama prepustim. Drugače pa sem slišal, da ste včasih tudi tukaj le zunaj, le lučaj stran, veliko plesala, organizirala, kakšne open air, plesna salsa, kako se je to pravzaprav sploh imenovalo? Ja. Kdaj se bo to spet lahko plesalo? Open air salsa party. Pravzaprav tukaj čez cesto je en od prvih open air salsa prizorišč, na Platoju se reče, ne? Kjer smo v bistvu začeli s temi dogodki. Predvsem na začetku se je plesala salsa, potem se je zraven pridružila bačata, kizomba in tako naprej. In to je že kar stalnica poletnih plesnih noči, no. Ne samo tukaj, tudi praktično po tem prvem partiju oziroma po prvem dogodku so se potem začela vrstiti tudi druga prizorišča, tako da
seveda pred korono, zdaj v Ja. zadnjih letih, lahko rečem, smo lahko plesali zunaj čez poletje praktično vsak dan. In Včasih tudi po dvakrat na dan. včasih tudi dvakrat na dan. Tako. Jaz si vedno predstavljam, da si rečem tako, da bi mogel si vzeti ene dobre slušalke, pa namesto, da grem jogat, da greš plesati. Seveda, zakaj pa ne? Sej se da, pa se mi zdi, da ene parkrat so nekateri to celo prakticirali. Ne. Saj se Ja, mi ja. zdi, da je fino, če imaš tako eni 3, 4, 5 ljudi, da si ena taka grupica. Ne. Se vsak po svoje pleše, ga ima vsak ja. drugo musko, ampak da nisi ti ta, To je silent party. Ja, ja, silent ja. Silent party, super, ja. Zakaj pa ne? ko hiti po mestu. Reči smo imeli pa zadnjič tukaj gasilce, ki so plesali Jeruzalemo, a sta videli. Ne, jaz sem mečkrat zraven skočil, nisem preveč Ja? v roki in Maša sta se veliko bolje naučila ples, pa še naša Morika. Bosta pa zdaj malce pomagala, Tako, da ja. bomo izpeljali ta veliki projekt, ki Ja. smo si ga zastavili, da bi čim več uniformiranih ljudi, ne bodi si zdravstveni delavci, gasilci, policaji, redarji, vozniki avtobusov, kdorkoli nosi uniformo, je dobrodošel, da sodeluje v tem projektu. Pa ne samo kdorkoli nosi uniformo, tudi ljudje vsak s sled. ceste, Kdorkoli bi se želel pridružiti, se lahko pridruži, Tako. ne? tudi plesalci, tudi neplesalci, tudi Kdorkoli. kdorkoli praktično. Ja, v oddaji bomo posvetili kakšno minutko, 2, 3 Jeruzalemi vsakeč, da se bomo naučili koreografijo in imate vsak teden možnost ponavljanja in učenja te koreografije, da smo pol pripravljeni za ta veliki finale tukaj, da bomo res znali in da bomo res lahko speljali en velik projekt. No? Tako da je nama to kar veselje, da imamo plan, da bo toliko ljudi. Tako. Meni pa v veselje, da imamo končno strokovno podporo. Ko bo rekel, eno, 2 leve noge imaš, uporabi desno za desni gib, levo za levi gib. Luka, tebi govorim, Luka. Ja, jaz tukaj plišem. Rok Varja, jaz se že veselim, pridete tudi drugi teden v oddajo malce napovedati, kaj se bo vse dogajalo, ne? Potem pa počasi že začnemo z vajno novo oddajo Avenija plesa. Joj, komaj čakam. Komaj čakam, Tudi midva, ja. da nas popelje ta v ritme, da bo Ljubljana TV plesna in vesela. Lepa hvala, da ste se danes oglasila v naši jutranji oddaji. Ste drugače jutranja človeka, tako le zgodno Ne. Ne, plesalci ne malce. Ne. Ja, Ker ste- poznejši smo. Malo smo poznejši. Ja. Okay. Noč sva preplesala in zato sva Tako. zjutraj zaspala. Ja, tako nekako je. Veselilo me je, da sem vaju lahko spoznal in definitivno se bomo še veliko gledali in sodelovali tukaj na naši Ljubljana TV. Vama vse dobro z novo oddajo, z novim studiom, pa da ste še mene kaj naučila. Rok in Varja, mi pa v oglase še enkrat hvala vama. Hvala. Stanite z Hvala, nami. se plešemo. Plešemo, odplesali bomo, veste kam? V Ivančno Gorico. Mogoče bo pa gospod Župan kaj zaplesal z nami, če ga naš Mogoče. Rok pregovori. Mogoče. Se gledamo, ostanite z nami.